Živijo, čas je za novi del serije Enciklopedija. Danes bodo na dnevnem redu retinoidi. Glede na to, koliko na zadnje čase obkrožajo, mislim, da je bil skrajni cajt, da jih malo pogledamo. Retinoidi so v bistvu samo izraz ime, ki vključuje vse derivate vitamina A. Glavno zvezdo vsi poznamo, kdo pa še ni slišal za tretinoin. Tretinoin je ena taka, ki skoraj še sliši čudežna sestavina, aktiv, ki redira vse od gub, aken, hiperpigmentacij, pa tudi kakšnega kožnega raka mimogrede odpravi, tako da se sliši res too good to be true. Tretinoin je eden redkih aktivov, za katerega res v bistvu lahko rečem, da dela to, kar obljublja, ampak istočasno gre za stvar aktiv, ki je le na recept in je to z razlogom, ker je precej močna zadeva. Gre za retinoično kislino, ki ko se jo namaže, začne učinkovati in je precej res močna. Pri nas se ga lahko dobi samo na recept oziroma dobiš recept, mislim, da moraš itak v tujino iskati, ker pri nas ni možno dobiti tretinoina, ampak ko greš v tujino, dobiš naših sosedih ponavadi aerol. Aerol je v precej kozmetično neelegantni bazi, ki je kar neka praškasta krema. To ni enostavno za razporediti po obrazu. Jaz sem celo mozole dobila od njega, tako da aerol ni nekaj, kar bi se meni prekupilo, 4 evre gor ali dol, tudi če bi zastonj ga pač ne bi več imela. Jaz sem skozi čas si nabrala nekaj različnih baz za tretinoin, od gela pa do kreme, oboje mislim, da je Retin A brand, od različnih proizvajalcev. Mehiškega praktično vsi pohvalijo, ne glede na to, kjer revije boste brali, tako da če ste v Mehiki, veste, kaj si boste nabavili, če se hočete iti resen anti-aging, pa krema, ki je v večjem procentu. Zdaj, za kar se tiče gela, se krešejo mnenja, a je bolj ali manj učinkovit. Jaz imam 0,01, bi mogla imeti 0,05, da bi dejansko lahko primerjala, tako da nimam iz prve roke pametnega nekega reviewja, ampak kako tretinoin in občutljiva koža gre skupaj, bo tema za cel video, pa se danes ne bi preveč zadrževala tukaj. Druga velika skupina, ki je meni pač ljubša, ker jo lažje prenašam, je adapalen. Adapalen je bil narejen, formuliran specifično za nego aknaste kože, tako da nekako ni glih največ od da mi je všeč. Tudi tukaj so gel pa krema formulacije. Jaz tle rekla, pač gel načeloma za masno kožo, se veste, nam je skoraj vedno mečkan ljubši, ampak krema gre tudi tukaj dobro čez. Adapalen je res tisti nekaj za akne, ampak meni se zdi, da ima anti-aging učinek, ker če tretinoin deluje dejansko na spodbujanje nastanka kolagena pa drugih kakšnih stvari, adapaleni naj ne bi, tukaj naj bi adapaleni izgubljali, da niso tako močni, kar se tiče samega podkožnega delovanja. Ne vem, jaz ko gledam sebe, pa ko gledam mojo okolico, ja, niso tako močni kot tretinoin, ampak meni se vseeno ne zdi zanemarljiv učinek, pa se mi zdi, da nek učinek je. Ob predpostavki, da ga redno uporabljaš. Tukaj je mogoče adapalen dobil pri nas slab glas, ker v bistvu, jaz se ne spomnim prvič, ko sem ga dobila za akne, mislim, da je bilo vsak dan, ali so 2-krat na dan, ne vem, da je bilo neka taka božjasna zadevščina v količini nanosov in itak, da koža rata grozno izsušena in nehaš uporabljati in potem so škoda, ker se mi zdi ful dober aktiv in ga še danes, zdaj ga spet ponovno rada uporabljam, ker sem ga počasi uvedla in ga pač po potrebi uporabljam, ker zdaj več kot vidite nimam hudih aken in pač ni potrebe. Tako v adapalen kot v tretinoin jaz dodajam Tetraforce, zaradi tega, ker je moja koža izredno občutljiva in ne moram prav direktno na kožo nanesti ne adapalena, ne tretinoina. Potem smo pa že pri tretji kategoriji, ki so pa retinoli. Retinole dobimo v trgovini, lekarna, so pač over the counter varianta, ni potrebno recepta.
Retinol dostikrat okarakterizirajo kot šibki tretinoin. Jaz bom tako rekla, danes več ne uporabljam praktično retinolov, kdaj me še kaj premami radovednost, pa probam, ampak retinol mora čez neki faz, da se pretvori v kožo-retinoično kislino. Nikoli ne veš, koliko se je to pretvorilo, pa tudi po efektu, meni se zdi, da to samo te površinske zadeve spolira, zbriše, da na sam kolagen in gubice pač nima nekega hudega vpliva, no. Saj to je bila pač moja izkušnja. Tako da jaz sem ta retinol pač upokojila, ga že nekaj časa ne uporabljam, kakšne mogoče blazinice z retinolom so mi še všeč, ker pač kemični peeling varianta, ostalo pa pač se nekako ne najdem v tem retinolu in tudi mogoče nisem uporabljala ta-pravih, da bi videla ta blažji tretinoin učinek, ampak nekako gledam mojo okolico, se mi tudi pri njih ne vidi neki wow, tako da bi rekla, to pa je super. Nekako na koncu dneva osebno preferiram nižjo dozo tretinoina pred višjo dozo retinola, ker retinol, če hoče, da deluje, še kar ima neke pač stranske učinke, občutljivost kože. Tako da ne vem, koliko sem na boljšem s to uporabo pač retinola. Zadnja stvar, ki pa je obvezna, kadarkoli se uporablja kateregakoli izmed izdelkov z retinoidi, so pa SPF kreme. Jaz bom rekla, da mineralne, bolj kot kemične, ker sploh kakšen tretinoin uporabljaš, je koža izredno občutljiva, tako da kemični se mi zdijo pač bolj iritirajo kožo, medtem ko mineralni pa zaščitijo, so stabilni, so zanesljivi, pa če zberete take, ki nimajo parfumov pa alkohola, vam bo koža izredno hvaležna, sploh tistim, ki ste nad retinoidom. To je bilo to danes od mene o retinoidih. Če imate še kakšno željo, še kakšno temo, ki bi mi predlagali, izvolite, napišite, če ne, se pa kmalu slišimo s kakšnim novim delom. Lepo se imejte. Čau, čau.